Pozdravljeni. Rada bi vas opozorila na najpogostejše jezikovne napake, ki jih delate pogosto v eseju. Torej, če preverjamo prvo poved, njeno življenje zaznamuje težka preizkušnja, katero deli z vnukinjo. Tukaj se je zgodila ena napakica, in sicer v rabi oziralnega zaimka ki in kateri. Torej, namesto katero moramo zamenjati s ki. Torej, ki jo deli z vnukinjo. Torej, ki uporabljamo vedno kot samo besedo, kateri uporabljamo samo v zvezi s predlogom. Torej, če bi predtem bil predlog s, naprimer s katero, ob kateri, za katero in podobno. Sicer pa vedno uporabljajte ki. Gremo na naslednjo poved. Tukaj bi vas rada opozorila na zapis besede hči in mati. Torej, mamo zelo prizadane, ker jih hčerka ne prisluhne. Mamo, to je slogovno zaznamovana beseda, zato jo moramo zamenjati s knjižno obliko mati. Torej, koga ali kaj zelo prizadene? Mater. Tožilniška oblika je mater zelo prizadane, ker jih hčerka ne prisluhne. Ker jih kdo ali kaj ne prisluhne? Hči. Hčerka je popolnoma napačna oblika. In pa tukaj se je zgodila še ena napakica, in sicer v zapisu besede prizadane. Pravilno je prizadene. Mater zelo prizadene. V redu, gremo na tretjo poved. Tukaj je kar veliko napakic. Aljošov materin jezik je ruščina, za njegov literarni jezik pa izbere francoščino. Najprej se posvetimo zapisu velike in male začetnice. Imena jezikov pišemo z malo začetnico. Torej, ruščina, francoščina, ruski jezik, slovenski jezik, to zapisujemo z malo začetnico. Gremo na rabo svojilnih zaimkov njegov in pa povratno svojilnih zaimkov svoj. Tale njegov tukaj ne bo v redu. Pravilno bo, da uporabimo povratno svojilni zaimek svoj, ker se lastnina nanaša na osebek stavka, ki je Aljoša. Torej, ta jezik se nanaša na Aljošo, zato bomo uporabili povratno svojilni zaimek svoj. Četrta napakica je v zapisu besede materin jezik. Pravilno je materni jezik. Za svoj materni jezik si izbere. In pa še v zapisu besede Aljošov. Pravilno je Aljošev, zato ker se je osnova besede končala na š. Nekatere oblike bi z končnico ev bi bile tudi, če bi se osnova besede končala na c, j, č, ž, š. Takrat moramo dati črko e, temu pravimo preglas. Torej, če preberem pravilno poved, Aljošov materni jezik je ruščina, za svoj literarni jezik pa izbere francoščino. Gremo na četrto poved. Po smrti matere se oče še bolj zapre vase. Torej, po smrti matere, tukaj bo ena slogovna neustreznost. Po materini smrti. Predlagam, da delate tale vrstni pridevnik s pridevnikom, torej po materini smrti. Torej, po materini smrti. Ne z rodilnikom, ampak s pridevnikom. In pa še zadnja poved, ki se navezuje predvsem na zapis besed. To je zelo prizadane in zaznamuje njeno nadaljnjo življenjsko zgodbo. Na eno napakico smo že prej opazili, to jo zelo prizadene in zaznamuje njeno nadaljnjo življenjsko zgodbo. Nada, l-j, n-j, o. Torej še en j, dva j-resta. Prav tako je v besedi življenjsko. Že v l-j, e, n-j, sko zgodbo.